V majhnem galilejskem mestu Nazaret na severu Izraela je živelo dekle. Ime ji je bilo Marija. Marija je bila zaročena s potomcem kralja Davida, s cesarjem Jožefom. Ko je Marija nekega dne opravljala vsakodnevna opravila, je zagledala tujca, ki jo je opazoval. Jaz sem Gabriel, je rekel tujec. Mir s teboj, Marija. Gospod Bog me je poslal k tebi s posebnim sporočilom. Našla si milost pri njem. Marija je strmela v angela Gabriela. Spraševala se je, kaj neki bi ji lahko povedal. Gabriel je videl, da se Marija boji. Ne boj se, Marija, Bog te ima zelo rad. Med vsemi te je izbral za mater obljubljenega kralja. Rodila boš otroka, ki bo Božji sin. Daj mu ime Jezus, je rekel. A Marija ni razumela. Vprašala je, kako se bo to zgodilo? Sveti duh bo prišel nate in moč najvišjega te bo obsenčila. Poskrbel bo za vse, je rekel Gabriel Mariji. Se spomniš svoje sorodnice Elizabete, ki je mislila, da ne bo mogla imeti otrok? Tudi ona ga pričakuje. Bog lahko naredi vse, če mu zaupaš. In Marija je spoznala, da ji ni treba spraševati. Bogu mora le zaupati. Gospodova služabnica sem in storila bom tako, kakor bo hotel. Ko je Jožef spoznal, da Marija pričakuje otroka, ga je močno zaskrbelo. Jožef je bil dober človek in Marije ni želel osramotiti v javnosti. Zato se je odločil, da skrivaj razdre njuno zaroko. Preden pa je to storil, je sanjal o Gospodovem angelu, ki se mu je prikazal in rekel, naj ne razdre zaroke z Marijo, kajti ni storila ničesar narobe. Izbrana je bila za mater Božjemu sinu. In rekel mu je tudi, da naj otroka poimenujeta Jezus. In ko bo odrasel, bo svet odrešil njegovih grehov. Ko se je Jožef zbudil, je vedel, kaj mora narediti. Poročil se je z Marijo in skrbel bo za otroka, kot mu je naročil angel. Nedolgo zatem je cesar Avgust izdal ukaz, da naj se ljudje po vsem rimskem cesarstvu popišejo. Zagotoviti je hotel, da bi vsi plačevali davke. To je lahko storil le tako, da je vse napotil v njihov rodni kraj, kjer so njihova imena zapisali. Ker je Jožefova družina izvirala iz mesteca Betlehem v Judeji, ni šlo drugače, kot da se z Marijo vrneta tja. Marija je zajahala osla in odpravila sta se na to dolgo pot. Marija je pričakovala otroka, zato je bila izčrpana. Po mnogo dneh sta končno prispela v Betlehem. Mesto je bilo hrupno in polno ljudi, ki so se prišli popisat. Marija in Jožef sta iskala kraj, kjer bi lahko prenočila. A gostišča so bila polna in kazalo je, da prostora za njiju ne bo. Marija je bila videti tako utrujena, da se je enemu od lastnikov gostišča zasmilila in ta je Jožefu ponudil prenočišče v hlevu. V hlevu je bilo polno živali, zato je bilo umazano in tudi smrdelo je. Ampak Marija je lahko vsaj počivala. Rodila je sina. Toplo ga je zavila v tkanino in nežno položila v jasli, kjer je zaspal. Poimenovala sta ga Jezus. V hribih nad Betlehemom so pastirji pasli črede ovc. Tedaj se je nad njimi pojavila tako močna svetloba, da so si morali zakriti oči. Prestrašili so se, kaj je to? Nato se je pastirjem prikazal Gospodov angel in jim spregovoril. Ne bojte se, oznanjam vam veselo novico, ki bo vsem ljudem prinesla veliko veselje. Danes se je v Betlehemu rodil odrešenik, kralj, ki vam ga je obljubil Bog. Poiščite ga, našli ga boste položenega v jasli. Nato se je na nebu pojavila množica angelov in zapela: Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem.
Angeli so izginili in nebo je bilo spet temno. Pastirji so vedeli, kaj morajo storiti. Pohiteli so v Betlehem poiskat novorojenčka. Ovce so spravili na varno in se odpravili. V Betlehemu so našli Marijo in Jožefa z dojenčkom. Pastirji so povedali vse, kar se jim je zgodilo in kar jim je povedal angel. Nato so se vrnili v hribe. Daleč na vzhodu so 3 modreci proučevali zvezde. Opazili so posebno zvezdo. Vedeli so, da je ta zvezda pomembno znamenje in odločili so se, da ji sledijo in vidijo, kam vodi. Veliko dni in noči so potovali, preden so prispeli v Jeruzalem. Kje je otrok, ki bo postal judovski kralj? So spraševali. Videli smo njegovo zvezdo in prišli smo se mu pokloniti. Ko je za modre slišal Herod, ki je bil Judov kralj, je bil besen. Sklical je velike duhovnike in pismuke in jih vprašal, kje najdem tega novega kralja? V Betlehemu, v Judeji, so mu odgovorili. Tako so zapisali božji preroki. Herod je skrivaj poklical modre. Hotel je izvedeti, kdaj natančno se je pojavila zvezda. Nato jih je poslal v Betlehem, da bi našli otroka. Pretvarjal se je, da bi tudi on rad našel otroka, da bi se mu priklonil, a načrtoval je nekaj hudobnega. Modreci so zapustili Jeruzalem in bili presrečni, ko so pred seboj videli zvezdo, ki so jo opazili na vzhodu. Ko se je ustavila nad hlevom v Betlehemu, so vedeli, da so kralja končno našli. V hlevu so se modreci priklonili Jezusu in mu izročili darila, ki so jih prinesli s seboj. Zlato, kadilo, ki je dišalo po sladkem, in miro, ki je dišala po začimbah. Nedolgo zatem je Bog v sanjah posvaril modrece, naj se ne vračajo k Herodu, ampak naj gredo domov po drugi poti. Tako so tudi storili. In otroci, takrat je bil prvi božič. Na prvi božič se je rodil Jezus Kristus in tega se moramo spominjati prav vsak božični čas. To je bistvo. Rojen je bil Jezus Kristus, odrešenik našega sveta.